Dragi Želimeljčani, spoštovani prijatelji Gimnazije Želimlje. Kadarkoli se sprehodim mimo Prešerna, ki že od leta 1905 opazuje vrvež središča Ljubljane, pomislim, kako nenavadne poti ubira zgodovina našega naroda. Prešeren si najbrž tudi v najdrznejših sanjah ni predstavljal, da bo nekoč na mestu gostilne pri Bučarju, mimo katere je vsak dan hodil, stal njemu posvečen osrednji ljubljanski spomenik, ki bo hkrati ponos prestolnice samostojne slovenske države. Tujcem se zdi simpatično, da je na podstavku pesnik, ne pa general ali zaslužni politik. Ampak to dejstvo govori vsaj o 3 stvarih, ki jih lahko povežemo s Prešernom. Prvič, da je v samem jedru slovenske identitete zavest o skupnem slovenskem jeziku. Slovenščina je vezivo slovenskega naroda. Drugič, da Prešeren ni le eden od slovenskih pesnikov. Je genij, čigar opus je temelj in hkrati vir večne lepote nemirnih valovih minljivosti. In tretjič, je dokaz, da se sadovi naporov pogosto pokažejo šele čez leta, da danes ne vemo, kakšen vpliv na prihodnost bo imelo naše delo. Imejmo to v mislih, ko se utrujeni od preizkušenj minulega leta sprašujemo, čemu trud, odrekanje in kaj vse nas še čaka. Ob prvem ponatisu Prešernovih poezij leta 1866 je Josip Stritar, ki ga Želimeljčani štejemo skoraj za svojega soseda, zapisal: Ko bi se sklicali narodi pred sodni stol, naj se izkažejo, kako so gospodarili z izročenimi talenti, kako se je vsak udeležil vesoljne človeške umike, smel bi se mali slovenski narod brez sramu pokazati med drugimi z drobnimi bukvicami, ki jim pravi Prešernove poezije. Veselim se trenutka, ko bomo Prešernovo in vašo poezijo skupaj prebirali pri pouku Želimljem. Lepo praznujte, vam in vašim želim vse dobro.